Berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, če evangelij oznanjam, mi ne gre hvala, ker mi je naložena dolžnost, kajti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal. Če namreč iz svoje volje to delam, imam plačilo, če pa ne iz svoje volje, mi je zaupano oskrbništvo. Kaj je torej moje plačilo? Da pri oznanjevanju evangelija ne napravim evangeliju stroškov in tako pri evangeliju ne izrabim svoje pravice. Čeprav sem namreč od vseh neodvisen, sem vendar služabnik vseh, da bi jih kar največ pridobil. Slabotnim sem postal slaboten, da bi slabotne pridobil. Vsem sem postal vse, da bi jih vsekakor nekaj rešil. Vse pa delam zaradi evangelija, da bi tudi jaz dobil delež pri njem. Božja beseda, Bogu hvala. Pojdite po vsem svetu oznanjati evangelij. Pojdite po vsem svetu oznanjati evangelij. Hvalite Gospoda vsi narodi, slavite ga vsa ljudstva. Močna je do nas njegova ljubezen, Gospodova zvestoba traja vekomaj. Pojdite po vsem svetu oznanjati evangelij. Aleluja! Duh Gospoda Boga je nad menoj, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja! Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas se je Jezus prikazal 11 in jim rekel: Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali stav in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli. Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril in je sedel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod. Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval znamenji, ki so jih spremljala. Kristusov evangelij. Božja beseda, ki je izbrana za praznik god svetega Frančiška Ksaverija, spregovori o tem, kar je on tudi živel. Evangeljski odlomek je tisti, ko Jezus po vstajenju učence pošilja, da gredo. Frančišek je tudi te besede vzel zelo zares in odšel v tistih časih, ko je potovanje iz Evrope v Indijo pomenilo še polletno pot in ni bilo veliko možnosti, da bi se vrnil, je kljub temu izbral to delo, se zanj zavzel in ga tudi do smrti opravljal. Zanj gotovo veljajo tudi besede, ki jih izreka apostol Pavel v današnjem prvem berilu: Gorje mi, če evangelija ne bi oznanjal. S tem istim naslovom je Frančišek napisal eno izmed svojih pisem, ki jih je pošiljal v Evropo. Tega je naslovil na svojega prijatelja Ignacija Loyolskega, pa bom prebral misli, ki jih je Frančišek Ksaverij napisal takrat v 16. stoletju, ko je odšel v Indijo in se ni nikoli več vrnil. Takole pravi: Obšli smo na novo pokrščena naselja, ki so še pred malo leti sprejela krščansko vero. V tej pokrajini ni naseljenih Portugalcev,
je namreč silno nerodovitna in revna. Pokristjanjeni domačini pa, ki so brez duhovnikov, ne vedo ničesar drugega kot to, da so kristjani. Nikogar ni, ki bi pri njih opravljal božjo službo, nikogar ni, ki bi jih naučil apostolsko vero, Oče naš in Zdravo Marijo ter božje zapovedi. Odkar sem torej prišel sem, nisem prenehal z delom, nenehno sem hodil po vaseh, še nekrščene otroke oblival s krstno vodo, tako sem krstil zelo veliko število otrok. Otroci pa mi ne bi pustili niti brevirja opraviti in ne jesti, ne piti, dokler jih ne bi naučil kake molitve. Tedaj pa sem v resnici začel čutiti, da takšnih je Božje kraljestvo. Ker torej nisem mogel brez greha odreči tako ljubeznivih prošenj, sem začel najprej z izpovedjo vere v Očeta, Sina in Svetega Duha in jih učil moliti Oče naš in Zdravo Marijo. Pri njih sem opazil izredno nadarjenost in če bi bil kdo, ki bi jih učil krščanski nauk, ne dvomim, da bi postali zelo dobri kristjani. V teh krajih mnogi samo zato ne postanejo kristjani, ker nikogar ni, ki bi jih pokristjanil. Meni pa pride pogostokrat na misel, da bi obšel akademije po Evropi, zlasti pariško, in bi kakor iz uma vse vprek klical in tiste, ki imajo več znanja kot ljubezni, takole nagovoril: Oj, kako neznansko število duš je po vaši krivdi izključenih iz nebes in pahnjenih v pekel. O, da bi se ti enako zavzeli za te ljudi, kakor se trudijo za dosego znanosti, da bi mogli nekoč dati Bogu račun o svojem znanju in o izročenih jim talentih. Mnoge namreč od teh bi prevzela ta misel in o premišljevanju o božjih rečeh bi zaslišali, kaj govori v njihovem srcu Gospod. Odtrgali bi se od svojih strasti in zemeljskih koristi in bili docela pripravljeni na vsak božji mik in božjo voljo. Iz dna srca bi zaklicali: Gospod, tukaj sem, kaj hočeš, da storim? Pošlji me, kamor te je volja, če tudi v Indijo. Tako besede svetega Frančiška Ksaverja izpred mnogo stoletij, pa vendar lahko nagovorijo tudi nas danes, da bi se tudi mi trudili, da bi imeli ravno toliko ljubezni, kot imamo drugih vrlin, znanja, vsega ostalega, da bi se res enako zavzemali za duhovne vrednote, kot se znamo zavzeti za kaj drugega. Naj bo to tisto povabilo današnjega godovnjaka, tudi današnje Božje besede, da bi se res trudili, da bi bila naše dejanje, naše življenje prežeto z ljubeznijo.